kdo od vas ve, kaj so tiki. No, pač jaz, ko sem mlajša, sem tega res imela ful in med poukom, ko sem to videla, da delam ali pa slišala, da delam, so me pa začeli ponovadi oponašati, kako jaz to delam. Meni se to zdelo res grozno takrat v tem času, ko sem bila tako stara kot vi. Potem mi tudi ni bilo fajn biti kdaj pri pouku ali pa v šoli, ker pač zakaj bi bila tam, če me bo nekdo skozi zbadal zaradi nekih stvari, ki si jaz ne morem, na primer, pomagati, da počnem. Kako bi pa potem, na primer, vi rešili tako situacijo? Ignorirati, ker v kakšni osebi to pač ne bo več bilo zabavno. Če se ti zgodi, pa v bistvu ne smeš biti tiho, ker pa se bo sam še nadaljeval. To rabiš čim prej povedati eni odrasli osebi, učitelju ali pa staršem. Na šoli imamo tudi roke mediatorje, ki pomagajo, se znajo naučiti, kako rešiti spore sami. Pokličeš, na primer, kakšne številke za medvrstniško nasilje, na primer tom telefon. Ne smeš v bistvu nekoga zbadati, še posebej glede nečesa, ki ne more spremeniti. Kdo so ljudje, ki izvajajo medvrstniško nasilje? Taki, ki so bili oni žrtve nasilja, pa probajo nekako to žalost, ki so oni občutili, zatreti s tem, da druge zatirajo. V bistvu probajo najti tiste neke stvari, ki so slabe na tebi, zaradi tega, ker pa oni ti pa zavidajo nekaj, ki imaš pa dobrega. Kakšne občutke mislite, da čutijo te, ki pač so zbadani oziroma ki doživljajo medvrstniško nasilje? Spletno nasilje še bolj prizadene kot fizično. Če mu nekdo nekaj grdega napiše, je to lahko še slabše za nekoga. Sploh velikokrat ne znamo mi potolažiti svojih prijateljev. Če bi jaz videl nekoga, enega mojega prijatelja, da bi se jokal, točno veš, kaj bi mu rekel, ker lahko poslabšaš situacijo. Če vidite nekoga, da pač je žalosten zaradi nekega zbadanja ali pa nečesa, ga vsem vprašate, kaj je narobe, ker mogoče lahko ti pomagaš in se ne bo počutil čisto sam v tej zadevi.